Sem Veronika Nikolovska in poslušate oddajo Radioaktivno. Since I was a kid, I've always been running with bare feet on the ground, singing with the birds out loud. Spread my wings, as I'm running with the wind. As the lightning strikes, I fight my shadows. God knows I've been trying to let go. Running with the Wind Veronike Nikolovske z albuma Blossom, Veronika in Gašper pa z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav obema. Živjo, lep pozdrav. Zdravo. Veronika Nikolovska, to ni tvoj pravi priimek? Ne, ni, ne. V bistvu je priimek mojega dedka, ki se je tudi ukvarjal z glasbo in je bil zelo dober glasbenik in v bistvu se je preselil iz Makedonije, tako da je makedonskih korenin priimek.
Ja, in jaz sem ga pač prevzela, drugače moj pravi priimek je Kržičnik, ampak se mi je zdelo, da Nikolovska nekako že zaradi tetka, ker je pač glasbenik in tudi zaradi samega zvena imena veliko bolj paše na to, kar ustvarjam. V tujini je umetniški priimek dosti bolj izgovorljiv. Tako, tudi to, zato ker sem tudi ciljala v štartu na tujino, sem rekla nič Šumnikov, zato da pač lahko ustvarjam in za tuj trg in za slovenski trg in pač ime se mi zdi pač, da je zelo pomembno, no, da pač predstavi človeka in to se mi zdi, da predstavi mene. Ja, kot pa si dejala, bi te res takoj, in ko sem slišal zate že na šansonu, si mislil, da si iz Makedonije. Ja, samo imam korenine, ampak ja, nisem pa 100%. Cvet nam sedaj ponujaš. Ja. Je kar nekaj časa cvetel oziroma se razvijal, da Ja. je cvetel. Ja, dobra 4 leta v bistvu. Začela sem ustvarjati, takrat, ko se je v bistvu začela korona, takrat sem končala srednjo šolo in sem razmišljala ogromno o glasbi in res petje je bilo nekaj, kar sem si od nekdaj želela početi in sem začela ustvarjati demote, različne verzije teh komadov in potem sem naredila nek tak kar bogat skupek, no in pač 2 leti nazaj, ko sva se z Gašperjem spoznala, sem mu to predvajala in sem rekla, jaz bi rada nekaj s tem naredila in ja, in potem sva v bistvu ta koncept albuma začela ustvarjati in prilagoditi vse, kar sem naredila do zdaj in poskušala ustvariti, no, blossom, da stoji takšen, kakor je zdaj. Gašper, koliko pa si ti zalival vse skupaj, da je cvet zbrstel? Ja, mislim, moja naloga oziroma vloga pri tem albumu je v prvi vrsti bila vezana na neko aranžmajsko delo, naknadno pa še potem pač izvedba komadov pa snemanje, v čisto smislu kot zvočni tehnik in pa miksu sem cel album, pomagal pa nam je pri masterju še Maj Ferjan, ki tudi bobne igra na albumu. Ja, in je v bistvu je bilo kar precej dela, ampak se mi zdi, da se to delo potem nekako vseeno razporedi na Veronikini strani neko konceptualno vsebinsko delo in na moji strani v bistvu neko bolj tehnično, kaj bi se temu reklo. Še vedno kreativno delo, ampak v bistvu bolj končno pakiranje celotnega cveta. Ti si bil potem tisti fizikalec, ki si pakiral, Tako. Veronika pa bolj fino mehanik, oziroma tista fina dela. Tako, ja. Tako bi rekel, bolj ponarkaj, bolj čista dela. Tako, ja. Mislim, da to pa so moški fizikalci. Fizični radnik, tako. Veronika, kot si dejala, 4 leta je vse skupaj brstelo in sedaj zbrstelo oziroma zacvetelo. Si potem album naredila kot neko zgodbo teh 4 let? Ja, v bistvu je na nek način cel album je od prvega do zadnjega komada ima neko rdečo nit in ja, je neke vrste od nekih tegob, težav, težkih momentov do nekega tako čistega, lepega konca, ki ja, je v bistvu povzetek vsega, kar sem po moje takrat doživljala. In to skozi besedilo in skozi melodijo se mi zdi, da pač opisuje vse občutke, ki sem jih čutila. Za uvod smo tekli z vetrom, veliko lažje, kot če bi tekli proti vetru. Ja, res je. V bistvu je uvod neke vrste spomina otroštvo, neke vrste, kako bi temu rekla, hodila sem prikazati občutke, ki sem jih imela kot otrok in ta nek popolnoma brezskrben tek po nekem polju, ta občutek tega res teka z vetrom in povezanost z naravo, ki v bistvu tudi se mi zdi, da nasplošno album se s tem zelo igra in potem preide to v neko, zdaj se je pa to otroštvo končalo, zdaj pa pač nisem več v puberteti in zdaj je pač treba nekako biti odrasel človek, ampak kako to in skratka, ja, v bistvu je to ta prikaz otroštva, no, in neke brezbrižnosti, ja. Druga, ki jo bomo spustili, bo Who Cares? Ja, to je pa v bistvu na nek način zavedanje tega, da nisi toliko poseben, kot si mogoče mislil, da si kot posameznik in da pač nimaš, da te v bistvu bremeni to, da jaz sem se zelo spraševala, pač, a sem res popolnoma sama na tem svetu, a zdaj komu je mar zame, kdo je tam zame, ko res
najbolj rabim nekoga in je to v bistvu tudi refren se zelo tako potihem začne in počasi prikrade in je neke vrste tako kot nek šepet, ne, v bistvu, ko začneš razmišljati o življenju in je tako, čakaj samo, komu je zares mar zame in potem spet gre v neko, ok, zdaj pa sledim neki poti in poskušam še vedno priti do nekega cilja, do nekega konca in na koncu ugotovim, da je to napačna pot in zato je drug refren bolj vezan na nek tek na to, da naj pobegnem stran in se mi zdi, da iz tega Running with the Wind in tega prečudovitega nekega uvoda in otroštva grem takoj v šok. Pač zdaj sem pa odrasla in zdaj je neke tragedije se zgodijo in ja, pač povzame ta občutek. The grass, it seems so green as I follow the wind, but it's not what it seems. Look at the birds, they're going south. Who Cares, Veronika Nikolovska z albuma Blossom. Veronika, kako si vstopila in kdaj si vstopila v glasbo? Spremljala me je že od otroštva, tako kot sem na začetku povedala, preko dedka, preko pevskega zbora, kitare, vse, kar sem v bistvu želela je nastopati, pet in v tem sem vedno uživala, že res odkar sem lahko govorila, sem pač pela. In v bistvu se res ne spomnim življenja brez glasbe. Pač to je bilo nekaj, kar je bilo vedno pomembno in vedno je bilo v spredju in glasba je tudi tako neka terapija zame, no. Kadarkoli se počutim slabo ali pa
Ali pa dobro, nima veze, skozi glasbo doživljam čustva in zato tudi ustvarjam. Gašper, kako pa tebe zaneslo v glasbo in kdaj? Nisem čist prepričan, ampak zaključil sem nižjo glasbeno šolo, kitaro, in v bistvu bolj je šla ta glasbena šola proti koncu, bolj sem nekako videl, da me glasba zanima mogoče še bolj kot samo kot nek hobi, ampak da si želim ustvarjati, da želim nekaj svojega tudi probati narediti. In potem smo na gimnaziji imeli nek band pa to in se je počasi to nekako razvijalo. Potem pa me itak po gimnaziji sem začel s študijem igre na AGRFT in potem smo tam slučajno ustvarili en band, ki je ponovno vzbudil to neko ljubezen do glasbe in takrat sem nekako še dodatno ugotovil in za zihar ugotovil, da je pač to nek kreativni del mene, ki ga želim razvijati naprej in ki ga želim zalivati, če smo že bili pri rožah prej. Je kdo izmed vaju kdaj se deloval pri kakšnem izboru raznih talentov? Ne, jaz nisem. Tudi jaz ne. Ker ti danes je to za marsikaterega glasbenika odskočnica. Ja, jaz ne vem, mogoče na to ne gledam tako, ker ne maram tekmovanja, sploh ne znotraj glasbe ali pa kulture na splošno. Zdi se mi, da pač umetnost ni tako kot športno. Zdi se mi, da je pač potrebno, da ima svoje življenje, da ima svoj začetek, svoj vrhunec in svoj konec takrat, ko pač ne vidim tega na tak način. In zelo bi mi v bistvu bilo težko tekmovati na tak način, da bi pač bila na talentih ali pa kaj takega, no. Tako da zato tudi nisem nikoli se vključila v to. Si pa na nek način tekmovala lani na festivalu slovenskega šansona. To pa sem. In tudi to mi je bilo težko v bistvu na začetku, ker sem rekla, zakaj je tekmovanje, in pol, ko smo prišli tja, smo ugotovili, da ima v bistvu vsak glasbenik isto mnenje, ampak da je v bistvu to neke vrste bolj spodbuda mladim in starejšim, ki se ukvarjajo z glasbo, da v bistvu probajo nekaj narediti, ustvariti in pač, da se potem to nagradi na koncu, ampak vseeno, da je spodbuda bila bolj kakor pa tekmovanje, no. In nama je to dal ogromno, no. Mislim, jaz sem v bistvu takrat prvič zares se usedla in nekaj napisala v slovenskem jeziku za neko stvar in ne samo zase, in mi je bilo veliko lažje. In tudi odprli neka druga vrata in žanrsko se mi zdi, da je bil neke vrste izziv, tako da iz večjih pogledov, no, nama je to ogromno dal. Hkrati se mi pa zdi, da je šanson v bistvu za naju bil en tak prvi trenutek, ko sva zares skupaj začela sodelovati pri samem ustvarjanju komada. Ker za album so demoti že bili določeni narejeni, eni komadi so ratali sproti, ampak to je pa v bistvu načrtno bil pisan komad, da je Veronika napisala tekst, delno tudi melodijo, in potem sem jaz vzel kitaro in sva začela skupaj nekako iskati obliko te pesmi in zdi se mi, da je ta pesem se kasneje na nek način odražala tudi pri samem albumu. Čist v smislu strukture, v smislu tega, kar sva želela skozi glasbo vsebinsko sporočiti. In se mi zdi, da je bil en tak trenutek, ko sva zares nekako v bistvu tudi zahaklala ta album na pravi način. Nek shift se je zgodil. Tako. V bistvu je ta šanson nama dal, kakor sem prej rekla, odprl je nova vrata in zaradi tega sva začela razmišljati o albumu tudi skozi drug pogled. Nisva imela samo, ok, to moramo zdaj narediti, to mora zdaj biti tako, všeč nama je točno to, ampak sva širše gledala na stvar in se mi zdi, da je to v bistvu nekaj zelo lepega, no. Tako in zdi se mi pa tudi, da Veronika je imela neke svoje demote, jaz imam recimo neke stvari, ki me zanimajo ali pa ki jih delam svoje, pa sta neka dva različna svetova. Pri šansonu pa sva prvič doživela to, da sta se ta dva svetova združila in zato se mi zdi, da je bilo tako ključno tudi to, da sva v bistvu nekako iznašla ta svoj svet, skozi katerega sva lahko potem zaključila tudi album. Prišlo je do trka. Tako. Naslednja, ki jo spuščamo, bo Dear Fear. To je pa zdaj nek padec, v bistvu počasi se spuščamo v neko globino. Ja, v bistvu je nastal zaradi strahu, pika. Mene je velikokrat v življenju strah in velikokrat sem imela probleme s tem, kako ta strah premagati, kako iti naprej. In takrat sem imela res težko obdobje in sem se odločila, da bom strah poosebila in mu napisala pismo in rekla, zdaj pa dost, zdaj pa
pač jaz moram iti naprej. In nekako mi je bilo lažje, ker sem si predstavljala res neko osebo oziroma nekaj oprijemljivega. Ni bil pač občutek, ki pride pa gre, ampak je bilo nekaj, kar zapuščam in jaz grem po svoje. In tako kot recimo Who Cares pred tem, je pač ta strah v bistvu takrat se je počasi prikazal in je bil prisoten in potem se nekaj ne, zdaj pa grem pa jaz po svoje in se mi zdi, da tudi lepo povezavo naredita, v bistvu komad en z drugim. Album Blossom predstavljamo v oddaji Radioaktivno Veronika Nikolovska z mano, prav tako še zraven kitarist Gašper. Veronika, prej si dejala, da si v prejšnji pesmi pisala strahu. Mislim, da bi morala komu drugemu pisati v teh dneh. Ja. Si mu mogoče? Pisala ne, ampak mislim, da ve, kaj si želim. Tega ne smeš razkriti, imaš prav. Ja. Gašper, ti si napisal kakšno pismo? V bistvu je bilo zelo osebno pismo, direkt naslovljeno na gospoda Božička in gospod Božičkovo. V Rovaniemi na Finsko, mislim. Tako, ja. Ali si pisal tam nekam pod Triglav? Ne, sem imel direktno linijo Facebook Messenger, je šlo direkt. Si mu direkt Messenger pisal. Viš to, tudi Božiček si že privošči tehnologijo. Ja, se posodabla, ja. Veronika, prej si govorila o žanrih, gre tudi za preplet žanrov? Ja, absolutno. Kam bi pa se lahko v tisti prvi predal zaprla, če bi se morala zapreti? Pop. Ne vem, zdaj, pop je res zelo, 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 zelo širok in
iskreno ne vem, kjer drug žanr bi lahko uporabila za ta prvi boks, ampak v bistvu je mešanica jazza, mešanica indie folka, malo tudi šansona, v bistvu je inštrumentov je skoraj tam 7, 8, skoraj na vsakem komadu in so iz popolnoma različnih žanrov. In tudi efekti in sound je popolnoma različen, ampak skupaj združujejo se pač v neko tako posebno celoto. Jaz bi rekla bolj indie folk pop, ne vem, tako nekako se opredeljujeva. Bi se lahko značila za kantavtorico? To je bilo na začetku, ampak zdaj se mi zdi, da ni več toliko kantavtorsko, zato ker jaz nisem sama s kitaro. No, danes, kot mi nekateri razlagajo, ni nujno, da si s kitaro, si lahko tudi s čim drugim. No, ali pa s čim drugim, ampak nisem sama z nekim inštrumentom, ampak je v bistvu določeni komadi ampak ne pa vsi, tako da zaradi tega se jaz tudi ne bi v to opredelila, no. Čistko. Gašper, potem si ti kriv, da Veronika ni kantavtorica. Ti imaš kitaro s sabo. Ja, tako. Jaz sem tisti krivec, pa v bistvu jaz in še v bistvu vsi ostali glasbeniki, ki so sodelovali na albumu, da smo ustvarili ta nek občutek malo večjega benda, no. Dejansko so naredili potem bendovsko ploščo. Čeprav je zelo minimalistično vse skupaj. Ja, pa v bistvu nobena stvar ni bila snemana v živo, v smislu tega, da jaz sem posnel kitare, posnel sem bas, pri določenih komadih še klavir, potem pa recimo je Mike, je delal tudi master, je bobne posnel pri sebi doma, poslal treke, sem jaz potem to vrgel v projekt, z miksu. Edina stvar, ki se je snemala hkrati, sta bili violina in violončelo, ker so nam pomagali na violini Neža Nahtigal, na čelu pa Tara Podbevšek. In to smo snemali istočasno, v bistvu pri meni doma v sobi in sem pač nastavil 2 mikrofona in pač posnel to, kar ste igrali. Bi se pa za trenutek sem še navezal na te žanre, glih zaradi takega principa dela, se mi zdi, da v bistvu, ne glede na to, da pesmi delujejo pop, sva pa definitivno indie v smislu tega independent ustvarjanja, da sva res bila samozadostna, vse je bilo posneto doma, z neko domačo opremo, ki je sicer, imava srečo, da je zadost kvalitetna za take stvari, ampak je bilo zelo do it yourself. Naredi sam. Tako, ja. Naslednja bo tista, v kateri bomo lebdele. Floating. Ja, to je pa neke vrste potem, zdaj bom tako zelo grdo rekla, brezno, to je zdaj padec na tla. Albo imaš kot dramo. Ja, točno tako. Vse tako te sedaj razumem. Točno tako. V bistvu je to neke vrste po tem strahu in vsem, kar pač je bilo pred tem komadom, je to neke vrste, zdaj pa pač lebdim v nekem skoraj da žalovanju pač za vsem, kar je bilo in na nek način se prepuščam neki meditaciji, kakorkoli se že to sliši, ampak jaz sem si pač predstavljala lebdenje na vodi in da pač ta voda grem z njo in plujem in se pač premikam z tem tokom. In je zelo zasanjen komad, ampak ima tudi zelo tako, se mi zdi, da žalosten in nek tak sanjski pridih in lepo opiše vse občutke, ki sem jih do zdaj opisovala oziroma pela v njih. Try to leave, there's distraction, time to do some reflection as I stare into the water, my feet burning, I'm slowly under, slowly under.
Veronika, tvoj prvenec Blossom prinaša 10 oziroma 11 pesmi, eno si potem skrajšala za radije. Ja, Running with the Wind ima, kako bi temu rekla, a cappella vokalni uvod, kjer jaz imam zelo rada harmonije in sem se v bistvu samo temu posvetila in da sem naredila neke vrste skoraj že komad v komadu, da je pač to uvod, da so glasovi in harmonije uvod v ta komad. Ampak sva ga potem prilagodila za radije. Celoten album je zelo umirjen, mislim, da samo ena skladba je nekoliko hitrejša, Love Struck, drugo pa vse zasanjano. Ja, je zelo nežno. Vse lebdi, Ja, če se navežemo na prejšnjo skladbo. Vse lebdi, ja. Ja, ne vem, mislim, jaz sem sploh recimo komadi, ki so šli pred albumom ven, ki so bili sem tako kot singli, so bili žanrsko popolnoma drugačni od albuma, ker, kakor sem prej rekla, jaz nekako spadam v ta nek pop, ker me tudi zanima več žanrov in več različnih stvari bi rada združila in se mi zdi, da ko so se pa lotila albuma, je bilo pa tako, ok, zdaj pa treba neko rdečo nit, da ne bo zdaj vse plaval povsod, zato je ta zven nekako prisoten na vsakem komadu. Kdo se potem podpisuje pod glasbo, ti ali Gašper? Oba, ampak Gašper je, jaz bi tako rekla, jaz se podpisujem pod idejo za melodijo, ampak Gašper je pa absolutno naredil aranžma za vse inštrumente in vse, kar pač je bilo potrebno narediti za glasbeno podlago. Gašper, kako potem to idejo ti razviješ naprej do končne oblike? Ja, odvisno od same pesmi in odvisno seveda od skice ali pa demota, ki mi ga Veronika pošle. So eni komadi, ki so v bistvu, recimo, če smo že bili pri uvodu za Running with the Wind, to je v bistvu uvod, ki se od takrat, ko ga je Veronika prvič posnela in mi poslala kot nek prvi vtis za komad, se ni spreminjal. Pač to je dobesedno to, kar je Veronika posnela sama doma, mislim, da celo na telefon mogoče. Ja. No, ja. Kot je danes običaj. No, tako. So pa recimo neki drugi komadi, kot recimo Who Cares, ki je pa šel čez 5 verzij. Mislim, to pa je že bilo kar naporno na neki točki, ker vedela sva, kam želiva priti s tem, saj nisva vedela kako. In tudi meni ni ostalo zares drugega kot to, da pač produciram in probam najti neko obliko, ki bi ustrezala komadu. In potem ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak na neki točki je skočilo skupaj in se je nekako postavilo. Je pa valjda odvisno, včasih se komad postavi, ne vem, če se posname ta prava kitara, včasih se zgodi, da so bobni tisti, ki recimo Love Struck je komad, kjer sva našla en sample nekih bobnov in dala to v projekt, v program in iz tega je cel komad potem nastal. Tako da je zelo, zelo različno, no, kako tudi pristopava do tega, ampak ja, nekako pa se mi zdi, da funkcionira po principu Veronika mi pošle neko skico, nek demo, neko osnovno idejo in potem mi zaupa, da nekako to razvijem, ji pošljem, potem pa naprej. Očitno si vreden zaupanja. Ja, očitno res. Absolutno je vreden zaupanja. Mislim, jaz tudi, ko sva začela sodelovati, jaz nisem imela pričakovanj nobenih, jaz sem rekla, da deva probati, ker to velikokrat pač zelo težko je najti nekoga, ki s tabo lahko sodeluje in Gašper pač je bil, ne samo da ve, pa da sliši, pa da razume, ampak tudi ogromno znanjama in se mi zdi, da se tukaj zelo poveževa, ker enostavno veva, kako črpati in kje je inspiracija in oba slišva. Ni tako, da jaz njemu nekaj pokažem in rečem, tako bi rada, da zveni, ali pa to mi je recimo lahko, to ti je lahko inspiracija in zelo mi je všeč, bo on razumel, kaj mi je všeč. Ne bo se osredotočil sam na nekaj, kar on sliši, ampak bo slišal skozi moja ušesa na nek način. Tako da v tem ujemati se v takih stvarih je zelo redko, ampak zelo dragoceno. Tako da zato. Dobro moraš prisluškovati oziroma jo poslušati. Ja, tako je. Ja. Mislim, pa isto se mi zdi, da recimo neko znanje, ne vem, glasbene teorije ali pa tega, kolikor ga pač imam, recimo to, kar potem Veroniki mogoče v tem nekem tehničnem vidiku malo zmanjka, pa meni potem zaradi tega, ker valjda nisem niti vsebinsko toliko upleten v njen kreativni proces, pa to iz česa zares komad pride, pa potem me ona tam recimo dvigne ali pa recimo zgodilo se je velikrat, da sem
čisti iz neke potrebe potem, da imam komad uokvirjen oziroma da vem približno, kaj delam, sem ga v bistvu preveč uokviril in preveč sem neke ostre robove postavil in je potem Veronika bila tam zato, da je rekla, ne, stop, ta stvar, ne vem, ta kitara sploh ne štima, dajmo to zamenjati, ali pa, ne vem, 2 demota prej je bil boljši komad zato, ker je vsebinsko bolj nekaj štimalo, tako da se mi zdi, da imava tudi dobro komunikacijo v smislu tega, da si direkt poveva, no. Glasba, san bo naslednja, sonce. Ja, če smo zdaj bili v nekem tem megli, v neki vodi, če smo lebdeli, če je bilo strašno in grozno, je zdaj v bistvu posijalo sonce in to je v bistvu glih na sredini albuma in gre potem spet se počasi pospenja navzgor in je to res, ta komad točno tako zveni, no. Zdi se mi, jaz, ko sva ga začela delati, je bil res kot neko wow, zdaj pa pač prišlo sonce in zdaj so prvi sončni žarki in zdaj sem odprla okno in mogoče tudi lahko vidite, da zelo po vremenu, v vremenu iščem inspiracijo, ampak je res, name osebno vreme zelo vpliva in pač takšno, kakršno je vreme, v takšnem stanju sem potem in se mi zdi, da je to tudi, ne vem, lepo prikazati, no, skozi glasbo, ta čustva, ki pridejo s tem, ampak ja, sonce res da neko to toploto, ki jo je pač album čakal do tega trenutka. In je neke vrste tudi tako, v refrenu tudi opisujem to, da se pač prepuščam zdaj in da pač bo kar bo, ne. Če je bil prej ta strah prisoten in to lebdenje in ta občutek tega, komu je mar zame in kaj naj naredim, je to kot neke vrste, zdaj pa zaupam čemurkoli je že, vesolju, karkoli in se prepuščam temu toku in vse bo v redu in potem pač nekako s tem splujem naprej. I seem to stare into the void lately, looking for something I can't find, looking into the universe's eyes, I question every line. Hands out, I surrender as I look up to the moon. She takes care of my shadows and heals all wounds. The stars Veronika Nikolovska z mano v oddaji Radioaktivno z albuma Blossom, pa še kitarist Gašper, da ga ne pozabiva slučajno. Če še nekaj besed rečeva o besedilih, so v angleščini. Edina, ki si jo sedaj v slovenščini predstavila, je bila z lanskega šansona. Kako to, da so besedila v angleščini? Se lažje izražaš? No, če odgovorim na to vprašanje, ja, se lažje izražam in to po moje izhaja iz tega, ker naša generacija zdaj žal ali pa na srečo je pač poslušala ogromno tuje glasbe in večina besedil je v angleščini. In ko sem pač začela pisati, je pa tudi to bila druga stvar, no, da ko sem začela pisati, je bilo pa vezano bolj na to, da sem ciljala na tujino. Ampak pač so se zgodile stvari, malo se je
življenje mi spremenili in poskušala sem najti tudi neko zanimanje za to, da bi pač pisala tudi v slovenskem jeziku. Pač ni mi bilo tako blizu in zato sem se pa odločila, da album vsem gre ven v angleščini, ker še vedno se mi zdi, da je pač nič ni narobe s tem, da ustvarjaš tudi za tuj trg. Še vedno je lahko za in slovenski in za tuj trg in ogromno artistov, ogromno glasbenikov to počne. Pač Slovenija je super, ampak je pa tudi pač naša majhnost in to, da imamo radi pač določene specifične glasbenike bolj kot druge, specifične žanre bolj preferiramo. Se mi zdi, da je potem tudi tuj trg odpre mogoče malo se bolj za druge žanre. Tako da, ne vem, meni se zdi dobro, da ima in dobre in slabe lastnosti to. V besedilih poješ o odraščanju, sebi, otroštvu. Ja, tako. V bistvu odraščanje je neka tema, ki je najbolj v spredju. Ampak to pa opisujem skozi občutke, skozi vreme, kot sem rekla, skozi vse, kar pač sem takrat doživljala in na najboljši možen način, kot pač znam. In tudi sliši se, kateri komadi so bili narejeni, recimo čisto na začetku v besedilih, ne? In kateri komadi so se razvili malo kasneje, ker se tudi pač sliši nek napredek, sliši se tako da se pač odpre cela zadeva. Tako da, ja. Potem je na tem albumu zajetih nekako 20 in nekaj let življenja, sedaj pa že ustvarjaš za naslednjih 5 let, naprimer. Ja, v bistvu točno tako. Nimam kaj za dodati. Ja, pač pišem konstantno, pišem tudi zaradi sebe, zato da dam stvari, da dam čustva ven. Zdaj pa, a to pride v komad, ali je to sam za moj dnevnik, je pa to čist odvisno od tega, kaj hočem povedati. Secure bo naslednja? Ja, v bistvu je to nadaljevanje, tako kot je bil prej Dear Fear povezan z Floatingom, je pač Secure nekako povezan z Sun in nekako opisuje to, tako kot Sun predanost, ampak tudi mogoče to zavedanje, da je fajn, da si hvaležen za to, kar imaš in da se počutiš lahko varno v tem in da se večkrat na to spomniš. To nekako, če bi povzela, kaj zares je v spredju. Spring rain, I see the flowers bloom. The trees on my street will turn green soon. We talk on the phone, you come over for tea around noon. My head laying on your knees, smiling while we watch TV. I should have cared more for the things that made me feel secure. As I ride around
that made me feel secure. It used to be bad. Things used to hurt. But I found peace. Wounds still bleed sometimes, but it is what it is. Now I care more for the things that make me feel secure. Now I care more for the things that make me feel secure. Blossom je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Veronika Nikolovska in Gašper sta z mano. 11. oktobra si uradno predstavila album v živo. Ja, to je bil kar zahteven projekt. V bistvu sva oba želela, da se predstavitveni koncert albuma predstavi tako, kot album zveni, in sva v bistvu povabila šest odličnih glasbenikov, ki so res naredili potem ta zvok, ki sva ga želela pač doseči. In je bil kar dober mesec pred tem vaj, ampak smo na koncu naredili, mislim, da res prečudovit večer je bil, in so prikazala to, kar so si želela. Gašper, potem si bil ti glavni koordinator vsega tega. Mislim, ne vem, če bi glih rekel, da sem bil glavni koordinator celotne zadeve. Se mi zdi, da je ta vloga bolj pripadala Veroniki. Sem pa definitivno imel čez inštrumente in note sem mogel spisati za godala, pa še za bas neki posnet. Pa, mislim, ja, za inštrumente in za aranžmajsko izvedbo sem skrbel jaz. Bi pa mogoče še omenil vse te čudovite ljudi, s katerimi sva imela možnost sodelovati. Na predstavitvenem koncertu sva imela še 2 back vokalistki, Saro Gorše in Zalo Ano Štiglic. Na basu se nam je pridružil Voranc Boh, na bobnih Maj Ferjan, ki je prav tako snemal bobne za album pa master delo, in na violini in čelu Neža Nachtigal in Tara Podbevšek, ki sta pa prav tako igrali na samem albumu. Sva pa drugače na albumu še imela 2 pianista, zato ker sta oba tako zelo zasedena, da pač ni šlo drugače, da je 2 komad en posnel pa enega drugi. Leon First in Luka Krof. To pa se mi zdi, da... seveda, pa pri Secure nama pa je pomagal še električno kitaro igra Julian Erič. Če prav sedaj razumem, potem lahko nastopata kot duet ali pa v širši zasedbe. Tako, ja. Tako. V bistvu je... V štartu sva vedno bila kot duet, ker je pač bilo zelo težko dobiti band, in tudi midva sva še ustvarjala komade. Zdaj pa, ko neki v bistvu ko stoji, je pa veliko lažje reči, ok, zdaj bova imela to pa to zasedbo, zdaj bova imela to pa te ljudi, ampak absolutno, ker imamo vsi zelo razgiban urnik, je to malo težje. Tako da je fajn imeti več glasbenikov in probati to predstaviti na različne načine, ampak po drugi strani pa je pa težko vse zbobnati na kup. Sta pa potem bolj kot duet za intimne, manjše prostore. Ja. Naslednja, Happy Go Lucky. Ja, naslov mi je delo tako malo dvoumno. Ja, to v bistvu je to v angleščini kot neke vrste besedna zveza, mislim, da za nekoga, ki je tak srečko, bi mi po moje rekli, da je pač zelo in vesel in da ima srečo in da je tako malo kot nek dobrovoljček, v tem smislu. In ta komad je v bistvu najprej bil neke vrste hec, mi da so se malo zafrkavala, ampak nama je ostal v glavi in se nisva mogla te melodije losati, in pol sva pač probavala in sva bila najprej malo zadržana, ker sva rekla, to ne moramo dati na album, pa sej ni to toliko, ne pa še to noter. In pol nekako se je
tako vse postavili, da je pasal noter in je zelo zabavno ga igrati in tudi zabavno je, ker je lahko interaktiven s publiko, ker lahko rečeva pač publiki, da naj tleska z nama in ja, pa žvižganje sva upletla in je zabavno je, no. In tudi se mi zdi, da se zveže s tem nekim veseljem, ki pride iz tega sonca in potem Secure in potem je ta sreča, no, na koncu predstavljena. But in the sky, in this life I wanna fly as high, be surrounded by the blue sky. Oh yes, to be a bird in the sky and fish in the sea, swim the oceans and rivers so deep, to find the pearls and all those magical things. Oh yes, to be a fish in the sea, dancing toes and purple roses, the crown smile of a child, pure excitement, fireflies and hope in your eyes. I wanna go out, chase the sun, I wanna meet everyone with love and sing in harmony. It'll taste just as sweet as honey. But in the sky, in this life I'm gonna fly twice as high, be surrounded by blue skies. Oh yes, I'll be a bird in the sky and fish in the sea. I'll swim the oceans and rivers so deep, I'll find the pearls and all those magical things. Oh yes, I'll be a fish in the sea. Happy Go Lucky Veronike Nikolovske z albuma Blossom. Glasba je šla samo v digitalni obliki ali obstaja tudi fizični nosilec zvoka? Zaenkrat je žal samo v digitalni obliki, ampak počasi bo kakšna vinilka ali pa CD tudi mogoče. Potem je glasba prisotna na streaming platformah. Je kaj odzivov, tako z domačih logov kot tujih? Ja, oboje. V bistvu je, zelo sem presenečena na tem, koliko dejansko se glasba vrti na tujih radijih. Ne zdaj skozi, pa ne zdaj povsod po celem svetu, ampak ne vem, enkrat sem se znašla nekje v Avstraliji, mislim, da tako res. Ne, govorimo... Spotify pa Apple Music. Ne, govorimo o komadih kot pač komadih, ki pač so... Tako, ki poslušajo to. Ja, ki poslušajo in je tako, res se mi zdi, da je kakorkoli so te platforme odvzele in pač ni več teh fizičnih oblik, so tudi veliko dale, sploh če hočeš prodreti na tuj trg, je to veliko bolj dostopno, ne. Tako da, ja, zanimivo. Glasba še nikoli ni bila tako blizu poslušalcem. Po celem svetu, kot danes imam občutek. Če se spomnim 25 let nazaj, ko smo čakali CD-je. Ja, saj tudi v tem je bil nek čar. Sam, ne vem, jaz mislim, da je zelo pozitivno, ampak hkrati pa tudi pač odzame ta, zdaj pa čakamo na ta album in tudi mi nismo več navajeni, se mi zdi, da poslušati albuma od začetka do konca. Pač ti pritisneš play na Spotifyju in pa čim ti ni všeč, klikneš enkrat in gre naprej. Včasih si mogel pač vstati, iti do radia, pritisniti naprej, ne, in ne vem, vsem sem zelo hvaležna, da imam še vedno to izkušnjo,
tega, da ko sem bila otrok, da sem poslušala na CD-jih in da sem imela v bistvu ta dostop do glasbe preko tega, da ni bil sam YouTube, ampak ne vem, zdi se mi, da pač je tudi nek čar v tem, no, da lahko poslušaš na tak način glasbo. Še eno stvar moram omeniti, na spletu sem našel tudi oceno tvojega albuma in dobila si odlično 5. Ja, tudi... Si tudi bila v osnovni in srednji šoli odličnjakinja? Ne, to pa daleč od tega. Ne, mislim, da nobenemu umetniku zares šolo ne gre, tako bom kratka, ampak ja, to na kritiko... 24ur.com. Ja, kritika gospoda Matjaža Ambrožiča, ja, zelo lepo je bilo to prebrati in sva bila zelo zadovoljna. Tudi ni pogosto, da pač dobiš kritike albuma in sploh pa ne tako dobre in je res bil tak lep moment. Sva se počutila tako malo, kada naj je nekdo potrepljal pa rekel, ok, vse je v redu. Gašper, ti si bil odličnjak? Ja, ja sem bil, ja. Potem ti ta 5 sedaj še več pomeni. Mislim, Ali to že tako samoumevno? Niti približno. Mislim, ta ocena je absolutno ena, sploh zaradi renomeja gospoda Ambrožiča, se mi zdi, da je še toliko bolj pomembno. No? In v bistvu je prišel na špil predstavitveni, ampak nisva pa sploh pričakovala, da bo tako ne samo pozitivna kritika, ampak že samo kvalitetno spisano. Mislim, to je, kot je že Veronika rekla, redko se zgodi, da bi dobili tako konkretno in dobro spisano kritiko za svoje delo. Pa v bistvu ne samo v glasbi, se mi zdi, da kritika umetnosti nasplošno peša. Sploh nekaj, kar bi bilo res analitično in poglobljeno in spisano tako, kot treba. No. Tako da ja, sva zelo počaščena. No. Jaz bi tukaj mogoče še dodala, no, če smo prej ciljali na šolo, se mi zdi, da dobiti oceno za takšno stvar, pa ne samo zato, ker to rada počneva, ampak toliko je enega truda na čist drugačen način, kot recimo v šoli ali pa faksu, kjerkoli že, toliko enega truda in časa gre v delo za en album, da se veliko ljudi tega sploh ne zaveda in da dobiš potem mnenje, kritiko, karkoli že, ki je pač pozitivno, že sem pozitivno, ne rabi zdaj, da te ne vem koliko hvali, je res, ne vem, no jaz nikoli ni bila nobena ocena mi v šoli tako pomembna ali pa me tako nekako, da bi mi dala tak dober občutek, kot to. Ker to v bistvu ne gre se za oceno, gre se za to, da te je nekdo videl in slišal in da je to sporočilo, ki ga hočeš povedati s svojo umetnino, ali je to album, ali je to predstava, ali je to, ne vem, razstava, ti si bil viden in to je za umetnike res redko, ampak zelo veliko nam pomeni, no. Tako da vsaka oseba, ki prije po koncertu ali pa kadarkoli reče, ne vem, ful je bilo fajn, zaradi tega pa tega smo uživali, je tako, aha, vi ste pa poslušali, aha, zdaj pa razumeva, da so naredila nekaj dobrega in res je poseben občutek. Naslednja bo Moonbeams. Sicer smo v studiu in ne vidimo luninih žarkov. Ja, no, ta komad ima v bistvu eno posebnost, oziroma 2 komada. Na plati ko sem začela ustvarjati, sem nekako zaradi socialnih omrežij sem pač naletela tudi na tuje ustvarjalce in sem nekako prišla v kontakt z enim Britancem, ki v bistvu ustvarja pod pseudonimom Fern Music in je pomagal mi v bistvu ustvariti ta komad, oziroma 2 komada, Moonbeams in pa Beauty of Uncertainty, ki je ta zadnji komad. In potem sem midva sicer to še malo pač predelala, ene stvari sva dodala, ene odzela, ampak ja, ko sem začela delati, čist na začetku je bil on eden izmed prvih ljudi, ki mi je pomagal narediti nekaj, kar ni bilo pač to, kar sem do takrat ustvarjala in se mi zdi, da sta ta 2 komada tudi nekako vplivala na zvok albuma, da sta pač kljub temu, da sta zelo bila specifična v tistem obdobju, sta pač zdaj zelo povezujeta, no, koncept tega. In se sliši malo razlike, hkrati pa tudi to, da pač povezujeta celo plato, no. Gets heavy when you lost someone.
it's like a burden. It's crashing you through the ground. It's all quiet. The moonbeams on the snow. A room with no emotion. Where do I go? Don't worry, darling, I'll be right here. In the darkest of times, I'll hold you in the palm of my hand. I'll kiss your eyes. Everything will be alright while you lay in my arms and slowly dream away. Could you believe it? That things can change so quickly. One day you think you got it all, the next day everything is gone. Not knowing where to go, who to follow, feeling so empty. The moonbeams shine on the snow. Moonbeams z albuma Blossom Veronike Nikolovske, ki je z mano v studiu, zraven še kitarist Gašper. Morava ga omeniti. Ja, seveda. Vidim, da je veliko prispeval k albumu. Ja, zelo veliko. Mislim, tako bom rekla, čisto iskreno, brez njega albuma ne bi bilo. Ker pač to, kar sem delala, kar sem ustvarjala, pač je bilo zabavno, ampak imeti nekoga, ki ti pa dejansko pomaga in to, kar sem vse prej rekla, te sliši, ko pač enostavno naredi to, kar ti nisi sposoben in ima neko znanje, ki ga ti nimaš, je pač res darilo, no. Vidim, da si rada v naravi. To kaže tudi naslovnica albuma. Ja. Da imaš rada travo, rože, Ja. vodo, Sonce. sonce. Ela Mimi Pirner je naredila naslovnico in bilo je zelo zabavno z njo ustvarjati. No. In hotela sem prikazati to zasanjanost albuma in ta občutek lebdenja. Čeprav je fotografija nekoliko zamegljena, je takšna naša prihodnost? Meglena, nejasna, čudna, Moja ali sveta? nasplošno, celotne družbe. Ne vem. Jaz mislim, da glede na to, kar se dogaja, ja, bi lahko rekel, da je, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da odvisno kam gledaš, no? In odvisno s kom se pogovarjaš. Bova to vprašala še Gašperja, da pride iz kleti zopet v najino etažo. Ta mehanizem je ekstra zanimiv, ja. Ne vem, in zdi se mi zelo težko komentirati to. Zaenkrat se mi zdi pomembno to, da mi dva z Veroniko veva, da kar se tiče glasbe, da imava vsaj v ideji malo manj megleno prihodnost, da veva, kaj želiva naprej in za družbo pa je težko komentirati. No. Drugače pa več informacij sproti o tebi na družabnih omrežjih. Ja, na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, posod me lahko najdejo pod Veronika Nikolovska. Prej, ko si že omenila videospote, vidim, da si zelo rada povezana z naravo. Tudi videospota sta narejena v tej smeri. Ja, videospot za San pa je pomagal ustvarjati Žan Gašperič in je v bistvu nekako sva hotela prikazati vizualno občutek, ki ga ta komad opisuje in se mi zdi, da nama je ratal. Predzadnja z albuma bo Love Struck.
Ja, če se spomnim spet na to, kar sem prej rekla za Happy Go Lucky, je v bistvu to nek vrhunec te sreče, veselja in hkrati tudi na nek način oda ljubezni in tej sreči, ki pride z njo, ker pač, ne vem, če sva že omenila, ampak v bistvu sva z Gašperjem tudi par. Nista še omenila. Okay. Ja, nekako se mi zdi, da zelo lepo povzel to srečo in če sem pač začela, če je bil uvod v album bolj temen in negativen in zamegljen in pač enostavno neglih srečen, je to zdaj, je konec neke vrste srečen in v bistvu se od sanj naprej navezuje na vse te občutke in zaupanje in hvaležnost in občutek sreče in občutek ljubezni in naredi v bistvu nek tak lep krog. He pulled me closer, almost kissing in a grip so strong. I thought I would be uncomfortable, but I was wrong. It happened so quickly, like a perfect illusion, left me in confusion. So easily, 'cause I'm love struck by your electricity. Kissing in a grip so strong. I thought he would be uncomfortable, but I was wrong. It happened so quickly, like a perfect illusion, left me in confusion. So easily, 'cause I'm love struck by your electricity. I'm love struck. Love Struck Veronike Nikolovske. Kako gledaš na glasbeno sceno? Del katere si? Slovensko glasbeno sceno. Tako, slovensko glasbeno sceno. Po eni strani se mi zdi, da veliko je avtorjev, ki mogoče niso v toliko v ospredju, pa bi lahko bili. Po drugi strani se mi zdi, da smo razgibani, ampak na nek način se mi pa še vedno zdi, da pač preferiramo določene žanre in jih dajemo v ospredje.
recimo, ne vem, rock, folk, popevka. Nič ni narobe s tem, sem pač zdi se mi, da pač kot narod imamo to veliko raj. Zdi se mi, da pač je in pozitivno in negativno, da je v bistvu, ne vem, Gašper, če imaš ti kaj za dodati, jaz sem zelo tako, težko mi je govoriti o tem, ker se mi zdi, da kakorkoli se dala album, pa vseeno še vedno nisva toliko vključena v neko mainstream sceno, da bi lahko rekla 100%, aha, ok, tako je, ker pač nimava toliko izkušenj. Sploh ne, recimo, kakor pač neki artisti, bendi, ki so res že dolg časa na sceni, a ne? Gašper? Ja, jaz mislim, v prvi vrsti se strinjam z Veroniko v smislu, da vsem imava neke glasbene kolege, ki so nama že pripovedovali recimo o tem, kako je ustvarjati na slovenski glasbeni sceni, ampak če smo čisto iskreni, mislim, če smo v bistvu iskrena do sebe, nimava zares nekih izkušenj oziroma še nekako iščeva svoje mesto v tem prostoru. Mislim, se mi pa absolutno zdi res to, kar je tudi rekla Veronika, da mogoče je da ima slovenska javnost bolj posluh za specifične žanre, za neke rock, pop, slovenske zadeve, ostalo se pa precej hitro zapakira v neko alter kategorijo, ki pa se mi zdi, da v bistvu, odkar so midva dala album ven, tako občasno pač to Facebook pa meče stvari ven, pa kaj se novega dogaja, pa tudi ne vem, neki kolegi pa to, kaj so neko plato dali ven pa to. In mi je zanimivo količina glasbe, ki jo Slovenci proizvedemo, mi je skoraj bizarna že. Mislim, jaz imam občutek, da vsak teden, da vidim neko najavo nekega novega albuma, kar se mi zdi super. Predvsem se mi pa zdi super to, da ob teh izidih teh albumov govorimo vse od, ne vem, nekega punka do totalnega popa, nek bubblegum pop skoraj, do nekih metal zadev, indie, neke totalno alter stvari in je res v bistvu super, no, se mi zdi, ker če smo glih prej rekli, da je mogoče posluh za neke žanre, ki so bolj uveljavljeni, se mi pa zdi, da glih s tem overloadom te slovenske glasbe od mladih, ki pač se mi zdi, da načrtno probamo včasih iti izven nekih žanrskih okvirjev oziroma da smo opredeljeni kot aha, ti si pa pop, ti si pa indie, ti si pa rock, ker ne živimo več v času, kjer bi bilo to zares relevantno oziroma je škoda ustvarjati samo na tak način in se omejiti. In se mi zdi, da je v bistvu v redu, da mogoče pa da je to tudi nek znanilec neke spremembe v smislu, čisto v smislu poslušanja glasbe, no, in tega, kaj smatramo kot slovensko glasbo. Mislim, da si zelo dobro povzel stanje na naši sceni. Mislim, jaz se zelo strinjam z Gašperjem in tudi to, kar sem prej rekla, recimo, da so določeni ljudje bolj v spredju in določeni manj in se mi zdi, da pač Slovenci imamo to zelo radi to, da nam je domače in da nam je udobno in čim neki mal bolj izstopa, je takoj alter, je takoj alternativno in tega ne moramo dati v spredje in je zelo težko, se mi zdi, da ustvarjati v takšnem mindsetu, ja, pač nimamo radi prevelikih sprememb in ja, zato pa je pol toliko različnih artistov, ki pa pač žal ne pridejo na vrh, ne. Veronika, kako pa si na ti, vi ali oni z umetno inteligenco? Osebno je ne uporabljam. Tako da, ja, tukaj pa čist nič ne moram reči, ker mislim, res, če to, da imam toliko rada naravo, pride ven, ne skozi ta album pol in lahko tudi rečem, zagovarjam, da umetna inteligenca definitivno ni stvar, ki bi jo jaz, s katero bi si bila blizu, tako da mislim, da nimam glih stika toliko s tem. Me je pa definitivno strah tega, no, mislim, ni mi prijetno, sploh ne zaradi tega, ker se mi zdi, da velikokrat, sploh zdaj, ko je to toliko napredoval, večinoma poslušam o tem, koliko pač po domače povedano krade, ne, umetnikom in ne samo v glasbi, povsod. Pač vizualnim umetnikom, glasbenikom, komorkoli, ki pač hoče nekaj narediti. AI je lahko ful dober pripomoček, ampak po drugi strani pa, ne vem, mene je tega kar strahno. Vprašal sem jo, katere so tvoje najpopularnejše skladbe, kaj misliš, da mi je odgovorila? Microsoftov Copilot. Jaz bi rekla, da definitivno Easy. To je bil single pred 2 let nazaj, ne? Ja? Še kakšno lahko našteješ? Še kako. Mogoče Šanson, torej Ti si moj svet.
Zdaj pa za albuma Sun ali pa Secure ali pa Who Cares mogoče. V bistvu ne vem, tako res ne vem. Bom ti jaz pomagal. Okay. Na vprašanje, katere so tvoje najpopularnejše skladbe, oziroma katere so najpopularnejše skladbe Veronike Nikolovski, umetna inteligenca odgovori tako: Easy, Sun, Moonbeams, Love Struck in Happy Go Lucky. Wow. Ampak prvo sem imela prav. Prvo si zadela takoj. Ja, Easy je res tak žanrsko popolnoma drugačen komad od tega, kar je na plati, ampak je pa me zelo prodrl na sceno. Še eno bomo zavrteli z albuma Blossom, preden poprimeta za svoje inštrumenta, ti za glas, Gašper za kitaro. In sicer bo to Lepota negotovosti, če poslovenim. Ja, Beauty of Uncertainty je pa nek tak lep zaključek tega albuma, ki opisuje to odraščanje in vse težave, ki pridejo s tem. In se mi zdi, da je to neke vrste to, da pač enostavno se prepuščam in želim tudi druge nagovoriti s tem, da se prepustijo temu, kar se pač bo zgodilo, se bo zgodilo, in da pač poskušajo opaziti svet na mal drugačen način, no? Gledati na stvari mal širše. In je nek tak odprt konec, se mi zdi, albumu. Veronika Nikolovski in Gašper, za konec tega pogovora, preden še kaj živo zaigrata in zapojeta, kakšni izzivi so pred vama? Ja, po novem letu v bistvu ciljava na festivale, na koncerte in ja, na čim več ustvarjanja. Ustvarjalna žilica je, ideje so? So,
absolutno, da so to kar brizgava nekonstantno. Gašper, veliko dela boš imel v prihodnje. Ja, absolutno. Vse tako, kot je Veronika rekla, v bistvu se mi zdi, da imava zdaj željo, potem, ko je pač album izšel, da bolj ciljeva na neko, v narekovajih, promocijo, v smislu koncertov pa tega, potem pa bova itak konstantno se pogovarjala o tem, kaj in kako naprej, s tem, da imava, se mi zdi, da zdaj recimo v naslednjih 2-3 mesecih ima vsak neke čisto svoje osebne projekte, ki jih mora zaključiti, ustvarjalne, potem pa počasi verjetno tekom naslednjega leta bo kakšen pogovor stekel, kakšen naslednji plati, kjer v bistvu en pogovor o naslednji plati sva že imela kakšne 2-3 tedne nazaj. Tako da ja, želja je absolutno, da se ustvarja naprej. Dela se skozi. Veronika, bo še katero skladbo izpostavila kot single, podprla tudi z video podobo? Ja, bom, ampak to zdaj še ne smem povedati. Bo potem to razkril kateri izmed dobrih mož, Tako. ki prihajajo v naslednjih dneh. No, saj sem rekla, da ve, kaj želim, ne? Ampak no, evo, zdaj sem pa povedala. Zato sem prepričan, da sem opisala. Ja. Za konec bomo slišali še, kako zvenita v živo. Kaj bosta predstavila, zaigrala in zapela? Ja, zaigrala bova komad Sun, Running with the Wind in pa Moonbeams. Kmalu prihajajo tudi v naš eter, samo da poprimete za kitaro in za mikrofon. Veronika in Gašper, hvala, da ste se glasila v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala. Najlepša hvala. Ever since I was a kid, I've always been running with the wind. Bare feet on the ground, singing with the birds out loud. Nature's child. Always wild. So I spread my wings as I'm running with the wind. As the lightning strikes, I fight my shadows. God knows I've been trying to let go. And when the storm comes, I call myself with a song until it carries me home. Sem Veronika Nikolovska in poslušate oddajo Radioaktivno. I seem to stare into the void lately, looking for something I can't find, looking into the universe's eyes. I question every lie. Hands out, I surrender as I look up to the moon.
my shadows and heals all wounds. The stars will align, and I will rise like the sun. I wanna feel, not just survive. I wanna be a part of life. Hands out, I surrender as I look up to the moon. She takes care of my shadows and heals all wounds. The stars, they will align, and I will rise like the sun. Gets heavy when you lost someone. It's like a burden. It's crashing you to the ground. It's so quiet. The moonbeams on the snow. A room with no emotion. Where do I go? Don't worry, darling, I'll be right here. In the darkest of times, I'll hold you in the palm of my hand. I'll kiss your eyes. Everything will be alright as you lay in my arms and slowly dream away. Could you believe it? That things can change so quickly. One day you think you got it all, and the next day everything is gone. Not knowing where to go. Oh, who to follow? Feeling so empty as the moonbeams shine on the snow. You can, you can feel as the moonbeams shine. You can, Sem Veronika Nikolovska in poslušate oddajo Radioaktivno.